Radio Triglav danes izpostavlja poslušate. Gost današnje oddaje pa je Uroš Kopavnik, direktor območne službe Kranj, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. No, omenili ste tudi predstavitev na družbenih omrežjih. Kako pomembna se vam zdi, da je ta zadnje čase? Izjemno pomembna, pa ne samo zadnje čase. Namreč dejstvo je, da delodajalci, tudi jaz sem delodajalec, kot pač direktor območne službe Kranj, imamo 47 zaposlenih, dobivamo prijave v vlogi ponudbe, kadar imamo razpis, in na hitro, kadar ni časa, je to lahko že prvi način, kako preveriti nekega kandidata, kandidatko. In seveda, če odprem neko ime in vidim objavo kjerkoli, na kateremkoli kanalu, se jih je veliko, pa je tam kaj taga, kar je neprimerno, potem me bo to hočeš nočeš odbilo po človeški plati. Tudi samo pismenost lahko, ki je mimogrede ena ključnih kompetenc, tudi samo pismenost lahko na ta način že malo preverimo. In če mi nek kandidat napiše, da je vrhunski strokovnjak za spletni menedžment, potem pa vidim, da nima niti kakšnega profila, če pa ga že ima, je pa to, ne vem, Bog pomagaj, bo to zame že ena od informacij, na podlagi katerih se lahko začnem spraševati, a je ta kandidat vreden pol ure časa za razgovor ali ne. Pa spet, ponavljam, lahko naredimo nehote krivico, ampak tudi delodajalci se odločamo po vseh možnih kanalih, formalnih, neformalnih, ko skušamo z dobrim namenom dobiti najboljšega kandidata, kandidatko za svoj kolektiv. Tako da res predlagam predvsem mladim, da ste pozorni, kaj pišete, kako pišete, kaj objavljate. Ne bom rekel, da ne objavljate. Prav je, da se predstavimo, to je pač način sodobne komunikacije, ampak bodimo malce selektivni in imajmo neke visoke kriterije, ker se bo to nekaj poznalo slejko prej. Kakšen pa bi bil vaš nasvet za nekoga, ki je sedaj v tem trenutku brezposeln in morda zmeden, kaj ne stori? Ja, kljub temu, da je brezposelnost zelo nizka, se zavedamo, da smo včasih lahko tudi v taki situaciji. Najprej moramo vedeti, kaj sploh želimo. Ključno vprašanje, ali se jaz sploh želim zaposlitve ali ne. Niso vsi, tudi v naši bazi trenutno 2500 nekje na Gorenjskem, ravno ekstremno aktivni iskalci zaposlitve. Tu so številne zgodbe, včasih tudi kakšno figo v žepu. Ampak skušamo izhajati iz tistih, ki so pri tem iskreni, pristni in tistem tudi odpiramo priložnosti. Vsak se more, sploh spet mlajši, na začetku svoje karierne poti vprašati, kaj si želi, kaj mu je všeč, kaj ga veseli. Ne nujno iz česa je končal šolo ali pa je ni končal, ampak tiste mehke veščine, ko sem prej rekel, kaj me zanima, kje se vidim sam, kaj je zame realno, kaj je tisto, za kar sem se pripravljen ekstra potruditi, morda bolj kot konkurenca. Ko to vem že kar veliko. Imamo tudi na spletu številne pripomočke, tudi naše e-svetovanje na naši www.ess.gov.si, kjer si lahko pomagamo z vprašalniki, z anketnimi vprašalniki, ne bom rekel s psihotesti, ampak nekako v tej smeri, kjer si lahko pomagamo do neke osebne, strokovne, poklicne identitete, in ko to vemo, potem se stvari razvijajo naprej. Če pa niti tega kdo ne bo vedel, ni problema, potrkajte na katerem od naših uradov za delo, pa se bomo sedli dol, pa bomo skupaj se pogovorili, ali pa seveda v kariernem središču, ki ga imamo, ki ni se treba naročati, lahko kar pridete, pa se bomo pogovorili in skušali odpreti kakšna vrata, pa pot do tja. No, rekli ste, da nekateri so tudi bolj namerno brezposelni. Kakšni pa so sploh razlogi za brezposelnost pri nas? Kaj vse opažate? Ja, težko bi opredelil v številkah, ampak tako kot v življenju, motivi so različni. Seveda je večina brezposelnih v naših evidencah zato, ker se je iztekla pogodba o zaposlitvi ali pa je šlo za stečaj podjetja, vendarle nekateri so pa dolgotrajno brezposelni. To pomeni leto, dve ali več, čeprav moram spet reči, na Gorenjskem je takih statistično daleč najmanj v primerjavi s Slovenijo, kar spet potrjuje tisto, da smo Gorenjci očitno dobri, pridni delavci, in jaz sem na to izredno ponosen, tudi vedno, ko komuniciram z Ljubljano ali pa ko imamo kolegi pri mojemu vodstvu. So pa tudi razlogi, ko nekomu delo ni vrednota. To niso razlogi, ki bi jih mi podpirali ali pa se z njimi strinjali. Kot rečeno, mi zelo radi delamo z brezposelnimi, s tistimi brezposelnimi, pri katerih vemo, da lahko naredimo korak naprej. Vedno izhajamo iz človeka,
vedno se pri svetovalnem procesu skušamo prilagoditi, ampak v okviru mogočega, v okviru zakonodaje in pa v okviru tega, da ne bomo škodovali svetovancu, se pravi našim uporabniku stranki, brezposelne osebe. Mi ne moremo pristati na prepričanje, da se nič ne da. Da se v nekaj mestih ali po nekaj letih ne da narediti koraka naprej. Vedno se da nekaj narediti, pa če tudi to samo to, kar so se prej pogovarjali, da si uredim mogoče elektronski naslov, nek spletni profil, da znam napisati osnovno vlogo, prijavo, ponudbo na razpis za delovno mesto, kajti tudi to so izjemno pomembni koraki pri razvoju kariere. Kot sem prej rekel, da sem pismen, da se pripravim na zaposlitveni razgovor, da ga natreniram. Vse to je možno pri nas in vse to so stvari, ki se dajo in ki jih lahko naredimo skupaj. Pri nekom, ki pa tega ne želi, ki vse zavrača, ki ne izkazuje minimalno aktivnost pri iskanju službe, tam pa potem žal moramo tudi prenehati sodelovanje. Pa mogoče še nekaj o tem samem postopku pridobivanja službe. Se mi zdi, da na nek način je pomembno, kako se predstavljaš in tako naprej. Samo koliko je tukaj pomembna ta veščina, da ti znaš sebe predstavljati kot pa dejanska vrednost človeka oziroma sposobnost upravljanja določenega dela. Ja, zanimivo vprašanje. Mi temu rečemo kar po domače veščine iskanja zaposlitve. Ravno tako, kot se moram naučiti voziti avto, če hočem iti v promet, da vem, kaj pomeni rdeče luč na semaforju, popolnoma enako pomembne so veščine iskanja zaposlitve. Seveda za enostavnejša delovna mesta, gradbeništvo, je dovolj že en telefonski klic z 2 pravima vprašanjima. Ampak za kompleksnejše zadeve pa delodajalec pričakuje, da se znam predstaviti na ustrezen način in za ustrezno vsebino. To pomeni, da znam kot prvo sploh ugotoviti, česa si sploh želim, in ko sem od tu naprej, se moram vprašati, a se jaz znam ustrezno predstaviti delodajalcu. To pomeni, a znam ustrezno pisno reagirati na razpis, ki sem ga ravno kar videl in je 5 dni rok za prijavo. Včasih so rekli, in jaz sem se s tem komentarjem srečal vsaj nekaj 100-krat, sej kaj pa je to prošel napisati. Kot prvo, ne pišemo več prošen, ker noben ga ne prosi, ni tega treba, da se prosi. Kot drugo pa ni enostavno, kajti moram vedeti, kakšna je struktura tega dokumenta. V tem dokumentu že prvovodu damo delodajalcu jasno vedeti, a ga mi poznamo ali ga ne poznamo. A pišemo kar copy-paste, se pravi kopiraj, prelepi, serijsko, a ne kot številka. Mi pa vsi vemo, da smo ljudje in veste tudi, delodajalci na drugi strani so ljudje, ki želijo biti ljudje in ne številka. In to je ključno vprašanje, ključna dilema. Ali bom jaz kot kandidat pristopil osebno do delodajalca v dopisu in napisal, kaj že vem o njem, vsaj 2 stavka, in potem bo delodajalec vedel, da se pogovarja s človekom, ki naredi domačo nalogo. In s tem je pol že narejenega. V zgornjem delu dopisa, v 2. stavku pravzaprav. In da se pisno ustrezno znam pohvaliti, zakaj bi nekdo mene sploh zaposlil. Ni dovolj, da napišemo, jaz sem pa najboljši. Ne moramo vedeti, da smo res najboljši, ne. Tudi to ni korektno. Prav, in lahko pa napišemo in povemo, katere so tiste naše prednosti, ki nam bodo pomagali, da bomo kompetentno, strokovno, zanesljivo uporabljali nalogo, poklic, za katerega se prijavljamo. Pa je to samo polovica dela zdaj. Mora biti povabljeni na razgovor. Namreč učinkovito napisana prijava je vstopnica do razgovora. In tu se že dela selekcija. Potem je pa priprava na razgovor, kjer se je treba pripraviti na konkretna vprašanja, ki niso vedno enostavna, tako pač je, tako je življenje, ampak če smo na te stvari pripravljeni, potem bomo oboroženi, bomo samozavestni, bomo šli z veseljem na to zadevo, ki ni enostavna, ki je stresna, tudi za delodajalca, in zavozili in naredili tako, kot je treba, in najbrž tudi zmagali. Vse je v pripravi, se pravi, koliko resno se jaz lotam tega dela, tega posla. In ponavljam že 3, pri vsem tem vam na Zavodu za zaposlovanje mi lahko z veseljem pomagamo v naših kariernih središčih in pa v naših kariernih kotičkih, ki jih imamo na vseh uradih za delo. Nadaljujemo takoj po glasbi.